Medvoški kulturni festival je v petek postregel s pestrim dogajanjem v središču naše občine. Na tržnici na osrednjem občinskem trgu se je povezalo kulinarično in kulturno vzdušje. Vrhunec večera je bil zagotovo koncert vrhunske slovenske pevke Maje Kevc, predtem pa so se lahko mlajši obiskovalci preizkusili v različnih igrah na igrišču kulture. Mislim, da se takšni festivali neobvezno pripomorejo k prepoznavanju Medvod. Naprimer, Franca Rozmana Staneta praktično ne poznajo šolarji še. Starejši, te večji so ga prepoznali, tega mladi ne prepoznajo, medtem ko ostale Jakoba Aljaža so prepoznali vsi, grad Goričane skoraj poznajo vsi, slovensko zastavo. Presenečena sem bila, da so poznali Medvode, obris Medvode, da so prepoznali iz slike. Tako, prijetno. Torej, punce, kakšno igrico ste se tukaj le šle? Balilanje. Ampak eno prav posebno balilanje. Ja. Se mislim, da smo se to že šli enkrat. Ja, pač moraš zadeti en tak kvadratek in pol... Če ne vržeš, pol nisi. Ja, če ti ne uspe, pol pač ne moreš, če ti pa uspe, pa moraš pa prepoznati tak kraj. Kaj je na teh fotografijah, ste kaj prepoznali? Mesta, kraj Slovenije bolj kaj ne. Osebe, Kraj Slovenije. Najbolj znane zemljevidi, hiše. Po čem so znane Medvode? Kaj vam je najbolj všeč tukaj? Potem Jakobu Aljažu, če imam prav, potem, da se dve reki združita. Pač po reki Alesavi, pa Sori. Pa vam je lepo živeti v Medvodah? Kaj vam je najbolj všeč? Šola. Obiskovalci so lahko tudi degustirali okuse sotočja izpod rok kuharskega mojstra gostilne Baron ter kar 4 nekdanjih tekmovalcev Masterchefa. Jureta Galičiča, Anite Ferlin, Dana Proharta in Matica Mačka. Danes smo za vas pripravili ocvrto svinjsko okračo z solato z sezonskimi vložninami, pa zelična majoneza, pa mlada čebula. Kakšni so odzivi obiskovalcev? Zaenkrat je nad pričakovanji. Kako se vam pa zdi tale festival v Medvodah? Kako to, da ste se odzvali povabilu ali ste sami prijavili? Odzvali smo se povabilu predvsem zaradi promocije, ker smo zdaj na nov štartali neko zgodbo in nam zelo prav pride, da ljudje malo spoznajo, da je nekaj novega v kraju. Valjda greš v svoj kraj, tukaj sem ful vesel, da se sploh tudi danes tukaj dogaja, da sem lahko danes tukaj, da se dejansko malo pomaham tudi mojim občanom. Prišla sva pa z Masterchef Rolado danes, ker ste vsi gledali po televiziji, so rekla, morate tudi probati. Tako da sem naredila svojo, sicer naredila so brezglutensko, ampak to je ta nine touch, drugače pa okusi so pa nekako taki, kot so bili tam. Zdaj moram vprašati, nič verjetno ne smete izdati, kaj se bo dogajalo v šovu, ampak vseeno, kakšna izkušnja je bila to, kaj je dala kuharskim zagonom tvojim? Ja, izkušnja je res nora, tako, kakor si probaš prej predstavljati, kako bo, je pol res čist drugačen. Ja, tam je adrenalin, vse živo in je tako, da bi skoraj z aviona to skočil, ko se začneš tam kuhati. Je pa vsakmu priporočam, ki se ne boji malo stresa, pa bi rad eno noro dobro izkušnjo, ki res ne moreš kupiti. Glede na to, da jih je že kar nekaj prišlo nazaj, še po drugo porcijo, očitno delamo nekaj prav in pravijo, da je zelo dober, da zelo pašejo okusi in da tudi hrana na koncu naredi tisto pikico na i. Tako da očitno jim je všeč in to je važno. Zdaj kroži tukaj nekaj šala, da v Medvodah je že kar ena oaza za Masterchef tekmovalce. Kaj je zdaj s tem? Je poseben zrak v Medvodah, da ste taki kulinarični strokovnjaki tukaj doma? Ja, jaz sem zelo vesel, da se še kdo drug poleg mene odloči, tako da super, Dana, še zdaj gledamo na Masterchefu in držimo pesti, upamo, da do konca prišel, tako da verjamem, da je to spodbuda tudi za vse ostale nadobudne kuharje in upam, da bodo tudi zaradi tega dobili še več zagona in da jih bo še več na koncu. Na ogled pa so postavili tudi starodobnike, ki vedno privabijo ljubitelje pločevine in časov, ko je bil vonj po bencinu nekoliko drugačen. To je že drugo leto, da sodelujemo starodobniki na festivalu. Šefica me pozna in me prosila, če pridem, pripeljem starodobnike in se dogovorila. Koliko se jih danes tukaj predstavlja in ali je težko vas brati na kup, razkirati prosti čas in se takole vzeti petkovo popoldne? Prosti čas ni težko vzeti.
vzamem si prosti čas. Problem je prositi vsaka posebej, da se udeleži. Drugače nas je danes 20, 2 traktorja sta vmes. Drugače se nas pa nabere tam od 15 do 20. Vrhunec večera pa je bil zagotovo glasbeni spektakel pevke Maje Kevc, ki je združila moči z najmlajšimi in poskrbela, da je glasba dobila prav posebno emocijo. Mislim, danes bo definitivno zelo posebna izkušnja, ker jih je 1000. Z mano mislim, da so 4 osnovne šole, tako da bo ogromno enega rajanja iz odra in na oder. Ampak z otroki je zelo lepo delati, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to ena taka generacija, ki prihaja za nami, na mladih svet stoji. In jaz sem jim želela dati skladbe, da če se bodo kdaj spomnili na njih, potem ko bodo starejši, da so take, da jih opolnomočijo v življenju. Danes boš odpela solo oziroma duet z Majo Kevc. Povej, kako si se pripravljala in kaj boš odpela? Odpela bom v bistvu prvo kitico, Odpustite nam sta svet od Vlada Kreslina. Pripravljala sem se v bistvu, z učiteljico sem šla enkrat. Nič tazga, pa doma sem pač pela. Ja, imeli smo kar nekaj zborovskih vaj in meni je v bistvu na zboru ful zabavno. Itak petje je sproščeno, to radi delamo vsi. In jaz sem iskreno osebno ful počaščena, da smo sploh lahko z Majo Kevc na odru. Res je, ja. Ker se mi zdi, da je fantastična pevka. Super je tudi, kot oseba zelo odprta in zelo nas podpira, tako da res je ena super izkušnja. Yeah. Kako si prišla v pevski zbor in od kje? Drugače sem prišla iz Kijeva, to je glavno mesto Ukrajine, in ko sem bila jaz v 5. razredu, učiteljica me je povabila v pevski zbor med enim iz dopolnilnih poukov, ker takrat še nisem znala govoriti slovensko, in ko sem se upisala, meni je bilo zelo všeč peti, ja. Si tudi v Ukrajini pela v kakšnih zborih? V Sloveniji si začela? Ja, v Sloveniji sem začela ukvarjati s petjem, v Ukrajini drugače nimamo tako veliko pevskih zborov v šoli. Rožnice obračajo glavi, minule sonce let, če jo pustiš meni. Festival, ki je lani vstopil v novo večletno tematiko in daje poudarek na človeka in zgodbe ljudi, ter tako imenovano triologijo industrije, dediščine in narave, je v petek uspešno združil različne vidike umetnosti in kulture, tudi različne generacije, ki so obudile mestno jedro in ga dodobra ogrele za zadnji sobotni dan dogajanja.